To so čisto normalna tveganja, ki se dogajajo na vsaki kmetiji, ne. Se pravi, od bom rekel, nekih cenovnih nihanj recimo do kakšnih zakasnitev v plačilih in podobnih zadevah, ki se nanašajo na čisto, se pravi, neke razmere na trgu, ne. In tukaj je na prvem mestu seveda vloga kmetije same, da s svojim upravljanjem, ne, deluje preventivno. Se pravi, če govorijo tukaj o dohodkovnih tržnih tveganjih, je tukaj razpršitev prodajnih poti, razpršitev nabavnih poti, neposredna prodaja, mogoče tudi dopolnilne dejavnosti. Medtem ko pa je tisti del tveganj, ki se nanašajo na, bom rekel, čisto recimo zdravje živali in se pravi neke vremenske pojave, je pa v prvem mestu tukaj potrebno preventivno obnašanje v smislu investiranja v namakanje, protitočne mreže, zaščitene prostore, dobro počutje živali. Tako da najprej je seveda to pač stvar vsakega upravljavca kmetije samega. Potem pa pridejo na vrsto pri tistih manj pogostih dogodkih, ker so škode večje, ne, je pa tukaj potrebna še udeležba naslednjih akterjev na trgu, ki se ukvarjajo profesionalno s tveganji, ne. Ja, tveganja, več je različnih tveganj, pač en izmed teh je kot prvo mogoče, da ne prodamo svojih izdelkov, ne. Pač v temu pač primeru je pač prihaja do viškov in pač pri pridelavi jajc oziroma pač ukvarjanje s kokošjim mesecem je pač tako, da jajce je treba, ima določen rok uporabe, se pravi 28 dni od dneva znesitve in ga je pač treba spraviti v promet. Pač vsem pa želimo ga prodati po ceni, ki nekako pokrije same stroške, ne. Tako da to je eno izmed tveganj. Potem eno izmed tveganj je tudi, se pravi, ker pridelujemo svojo krmo, da pač pride do kakšnih vremenskih nevšečnosti, poplave, toče, suša in s tem pač ne moremo zagotoviti svoje lastne krme se pravi za celo leto za kokoši. To je tudi mogoče eno izmed tveganj. Tako da nekako to so tveganja oziroma pač potem še mogoče kakšne bolezni pri sami jati kokoši, pač tako nekako, no, to bi bilo. V Sloveniji je posebnost ravno v tem, da na nek način smo žrtev nihanja cen, viškov, če tako poenostavim, bistveno večjih trgov Evropske unije, kot je pa slovenski. Za nas to pomeni velik izziv, ker volatilnost teh viškov je velika, ne? Ker če imaš recimo bazo 80% fiksirano, potem lažje kot velik sistem preživiš ali pa zbalansiraš te viške. Mi pa kot majhni smo pač z vsemi temi viški napadeni in naše nihanja v lanskem letu oziroma do letos cene nihajo od 1,2 do 1,7, kar nam ne omogoča nek trajni razvoj ali pa neke bolj dolgoročne sobivanja med rejci in pa klavci in pa tudi konec koncev neko kalkulacijo, ki jo vsak potrebuje, da normalno preživi oziroma deluje. Zdaj ravno zaradi tega hočemo narediti nekaj posebnega, kar se tiče slovenskega prašičjega mesa. Mislim, da potrebujemo nek dogovor na nivoju med rejcem in pa med klavnicom, vsaj v prvi fazi, kjer bi na nek način dorekli, kaj smo, kaj želimo, oziroma tudi se potem zavežemo k nekemu redu. In ta red potem tudi podpremo z neko bazo, ki bo tudi potem končnim kupcem dal nek, bi rekel, verodostojnost, da res tisto, kar so dobili, kar so naročili pa plačali, so dobili kot takšni. In to mislim, da tudi je potem nek način, nek zagon bi mogel biti slovenski prašičerej, ki je pa na, mislim, da zgodovinsko na nižjih nivojih, kar je do zdaj se pojavilo. Zavarovalnih produktov je ogromno, ker se pač sledijo po kmetijskih panogah in so prilagojene kmetijskim panogam, so potrebam kmetovalcev. Seveda največ, kar kmetje poprašujejo, je seveda še osnovni rizik, pa temeljni rizik zavarovanja toče. Vsi ostali riziki potem si pač sledijo glede na kulturo, glede na, bi rekel, področje, kjer živijo in delajo in jih pač se potem dopolnjujejo z svojimi potrebami glede ostalih vremenskih rizikov, ne.